Pa vem, kaj si misliš? Lahko je tebi komuter, tebi to itak vse šenkajo, vse imaš za ston, valjda boš pa v konti gor vrgu. Ej, ni res. Boš takole, malo bližje, ne? Zdaj pa tako. Vse je šlo narobe. Danes je 14. november, jutri je zadnji cajt, da avto preobuješ. Jaz sem tale video začel snemati pri mojemu vulkanizerju, ampak je bilo toliko enega frkerja. Toliko enih stvari, sej, če ti parkrat vmes slišiš pištolo, je to seksi, ampak če je durh marš, non-stop ena akcija, je pa se pa meni niti ne sliši. Sem rekel, ej, dej, sam malo, jaz bi rad nekaj pokazal, a mi narediš sam premontažo ene gume na mojo feltno, zato da bom v videu kaj za pokazati. Zdaj pa malo drugače kot ponavadi. A veš zakaj? Lej, meni se zdi, in da se razumemo, tudi jaz sem občasno tega še kako kriv, konec koncev je to na nek način moj kruh. Govorim o predstavitvi produktov pa izdelkov. To je v bistvu ena isto, ne? Pač zdi se mi, da pri vsebini, predvsem pri vsebini, ki oglašuje nekaj, kar je po eni strani logično, ampak vsem se mi zdi, da kronično primanjkuje vsaj ščepec objektivnosti. In jaz želim danes to na nek način ne popraviti, ampak to tudi naravnost povedati. Drugače bomo pa danes govorili o gumah. Prejle sem bil pri vulkanizerju, jaz bom iz svojega Darkota snel Continental, kjer pa druge gume. Jaz recimo, samo mame uček Srbi, letno gumo recimo imam Continental Premium Contact, zimsko je pa treba zdaj zamenjati, 3 leta imam avto, ogromnih kilometrov, pa se bomo do tega še prišli, sem furil tudi Winter Contact, ampak zdaj sem šel pa na generacijo naprej in tole je guma, ki jo bom jaz furil tole zimo, pa še kakšno ali pa dve zatem, gre za, piše tu, ajle ga tukaj, vidiš kaj piše, Winter Contact TS 870P. Ampak pojmo zdaj malo nazaj. Stal sem si prinesel, nuco ga pa ne bi. Ne? In zdaj ta doza resnice. Ta prva stvar, ki zares drži, TS 870 Winter Contact je, mislim, zmaguje na testih kar redno. Mislim, sploh ni vprašanje, da gre za zelo kakovostno gumo. Mislim, prepričan s kakovostjo, z gripom, Bog pomagi, ampak lej, vseh testov pa tudi ne zmaga. To je treba priznati, vseh tudi ne moreš dobiti in tudi pri meni je tako, lej, že 6 let sem povezan s Continentalom. In ob vsakem prehodu sezone me slišiš govoriti podobne reči. To se pravi, folk, ne šparati na gumah, če se da, kupite Conti. Mislim, kaj bom pa drugega rekel? Lej, dejstvo je, mislim se jaz, a misliš, da se ne zavedam, da so na trgu tudi drugi proizvajalci, ki imajo mimogrede tudi zelo dobre, zelo odlične gume nekateri. Jaz nič ne rečem, saj je treba samo odpreti kakšen test, pa videti, koliko je ura. Ampak jaz sem na svoj sodelovanje s Continentalom ponosen, pa bom šel še korak dlje. Lej, tako bom rekel, pa dvomim, da bi pri Continentalu požegnali to, kar bom zdaj povedal. Ne? Pomemben je, da imaš kakovostne gume. Vsej končni fazi meni je vse, katero znamko ti izbereš. Odločiš se za tisto, na katero si mogoče že navezan, za tisto gumo, ki ti paše, pa konec koncev tudi za tisto gumo, ki je prijazna do tvoje denarnice. To vse drži. Pa obenem se tudi zelo dobro zavedam, da Continental gume običajno tudi približno niso najcenejše. Lej, tako je. Za kvaliteto je vedno bilo treba plačati. Ne samo pri gumah, pri avtomobilih in še povsod drugod. Tako da lej, zber tisti, ki ti paše. V veliki sliki je v resnici veš kaj najbolj pomemben. To, da si ti na cesti kot udeleženec varen, da se odgovorno obnašaš ne samo do sebe, da si odgovoren tudi do drugih. In jaz vedno pravim, ne pri gumah šparati, zato ker to prav zares drži. Mrzdo se je že naučil, da pač to ni pametno. Pa včasih gre to tudi dlje od ukrivljenega pleha. Pač dobra guma, dober grab, slaba pa ne toliko. Nisem bil 10-krat, niti 20-krat, ne, najbrž že 50-krat, da ne rečem 100-krat, priča primerjavi letna zimska guma ali pa zmahana zimska guma, pa nova zimska guma. Razlike so tako zelo v nebo vpijoče, da je kar težko verjeti in ta rezultat, ki stoji zraven, pa gledaš razliko, pa tudi sem to že 100-krat videl, sem vedno, saj res. Dve enaki gumi, ampak ena je nova, ta druga pa že čist na koncu svojega življenjskega obdobja. Opa, kam pa ti greš? No, a moram sploh še kaj reči? Pa kaj se vse v tistih 15-20 dodatnih metrih zgodi? Lahko butneš kandelaber, drevo, bog ne dej človeka, otroka in tako naprej. Zato sem hotel danes malo drugače vse skupaj zapeljati. Ja, ta guma je vrhunska, nagrajena, pa ne vem kaj še vse, ampak, kot sem rekel, ne,
kup tisto, kar ti paše. Veš kaj, mogoče se mi vse zdi zdaj primeren trenutek za eno tako majčkeno bolj osebno noto. Povedal ti bom, koliko Continental pomeni meni. Moja mami vozi Continentalke, jaz itak, da vozim Continentalke. Čez dan ali pa dva bo v Continentalke obut tudi od Eve Tucson. Pa vem, kaj si misliš, lahko je tebi komuter, tebi to itak vse šenkajo, vse imaš za ston, valjda pa v Conti gor vrgu. Ni res. Bom čist iskren, Continentalke, točno tale guma in ostale tri, ki bojo prišle na Darkota, ja, zares je. Dogovoril sem se z uvoznikom in te gume nisem plačal niti malo. Plačujem jih zdaj, ker delam ta prispevek, pri katerem mimogrede probam biti kar se da iskren pa objektiven, ampak gume za mamo, gume za Evo, jih plačam ravno tako kot ti, ravno tako imam pred sabo izbiro, kaj bom zbral, amben ne vedel, kaj ljudi briga, kaj bo Eva pa moja mama. Jaz se odločim za Conti, ker imam jaz z njimi izredno dobro izkušnjo, pri kateri ne rabim blefirati, Conti me je plačal, jih bom vozil. Stari moj, v enem trenutku sem se moral jaz odločiti, katera guma bo mene peljala na konc Sibirije, čez celo Rusijo, po zim. Ti veš, kakšne so ceste v Rusiji po zim? A ti veš, o koliko majhni količini oprijema govorimo in o kakšnih razmerah? Ti rabiš imeti zares zanesljiv prijem, da zažlajfaš kjerkoli, pa da si zanesljiv takrat, ko prehtevaš že 150 kamion v tistem dopoldnevu, ne pa dnevu. Veš, to so smotane fure in takrat vidiš, koliko je dobra guma vredna. In to je v osnovi to. Jaz pri gumah pač preprosto nisem pripravljen sklepati kompromisa, ker sem že prevečkrat videl, kaj se zgodi, če se to počne. That's it. O testih ne bom plozil, pa pejte sami pogledati. V resnici, jaz tej gumi zaupam zato, ker me je pripeljala na konec sveta, tako kot sem jaz hotel, v enem kosu. Zdaj pa treba to počasno montirati. Ne ga srati. Prosim lepo. Kaj dare? Čakava, da se gužva neha, da greva zamenjati vse skupaj. Imaš ti mene kje rad? Zgovoren pa ni, veš.